Of course, we are talking about millimeters, but it's part of life. You have to be. We don't accept any more tolerance. We will continue to be straight and tight with our control. This is what was positively underlined, but all the nations that are in the equipment committee here in Planica, we had the first meeting, and everybody was positively underlining this step. We will continue in this direction, and of course we had disqualification this year, and this is. But I assume that in general we have more or less the same number of disqualification that we had in the past. But one big difference, that is this year we increased at least 5 times the number of controls. So in percentage, we had less disqualification than before because the number of controls in the season was at least 5 times higher. Doman je zdaj visoko, gre, še Doman, bravo Doman, čez 250. 254,5. Podcast o smučarskih skokih. Dobrodošli v pravem času na pravem mestu. Nepozabna olimpijska sezona 2025-26 je končana. Nika Prevc in Domen Prevc sta v Planici visoko v zrak dvignila veliki kristalni globus. Nika je zbrala rekordno število točk v eni sezoni svetovnega pokala, 2676. Zmagala je kar 18krat. Domen se je v sezoni, v kateri je kot prvi Slovenec osvojil naslov olimpijskega prvaka, ustavil pri 14 zmagah in rekordnih 22 stopničkah. Poslušate podcast 254,5, z vami sva Cene Prevc in Luka Dolar. Na rampi. Planica 2026 je končana, poglavje je zaprto, s kristalnimi črkami pa že zapisano v zgodovino slovenskega in tudi svetovnega športa. Je trenutek, ki se ti je posebno vtisnil v spomin? Današnji dan niti ne tako, ampak kar se pa tiče celotne sezone, pa mislim, da bo lahko še dolgo krojila spomine ne samo naju, glavnih dveh adutov, ampak marsikoga, ki prebiva v tej naši slovenski kokoši. To, kar smo imeli prikazane čez celotno sezono, je bilo kar zelo banale. Najbolj, kar pa je ravno tisto, da zarečenega kruha se največ poje. To mi je v tem momentu v glavi, ker 10 let nazaj, ko je Peter dvignil veliki kristalni globus po svoji rekordni sezoni, sem si dejal, da mislim, da tega ne bomo mi več doživeli. Potem pa poglej, kar 2 posameznika sta presegla marsikatero stvar, ki jo je on postavil kot nemogočo stopničko davnega 10 let nazaj. Že ko je mati Nikinen vse osvojil v svetu smučarskih skokov, smo pogledovali proti temu, da to najbrž ne bo moč kar tako ponoviti. Domen je to izboljšal, gledanost časovnega vidika v eni sezoni praktično vse. Je Nika sploh še kaj pustila prostora za izboljšanje letošnjih nenormalnih številk, saj samo še če vse zmaga v eni sezoni je lahko bolje? Ja, mislim, da tle lahko prideva že do tistega vprašanja, ki se mi je pojavil že ob tisti decembrski prireditvi Najšportnik leta. Res vprašam se samo še, če se decembra kaj lepega ne izpiše tam povsem na vrhu, kaj mora to dekle še narediti, da postane tudi za celotno slovensko športno javnost prepoznana kot neka oseba, ki presega vse možne mejnike v svojem športu. Dej dol pogledajte, koliko je ljudi, sam tok, pa malo zadihite. Dej to pogledaj, brutalno. 83.380 navijačev ne nazadnje tudi govori zase oziroma v prid tega, kar si zdaj le med vrsticami povedal. Planiški praznik je popolnoma uspel. Domen je sicer, kot boste tudi kasneje slišali v izjavi, dejal, samo še tisti rekord je manjkal. Imel ga je v glavi očitno in saj je prav, da še kaj ostane. Ne? Da še kaj Petru ostane. V primerjavi sicer sestra ga je prekorila, ampak... ampak Domen je mislil tistega, kjer ste vi z družino čakali, če se ne motim, je bila tudi Ema zraven ob Niki in očetu Daretu pri finalnem skoku v Planici ste stali kar pri 255 metrih nekje. Dobro, glede na to, kam je lansko leto postavil svojo lestvico,
pa mislim, da je že lani bilo postavljeno na točki, kodar tudi on, kodar brez da bi karkoli olepšal, lahko rečeva, edini, ki je sposoben dosegati te res rekordne daljave, bi imel kar izziv sploh prestati. Ne, nazadnje pa moramo pogledati še malce izven kokoši, kot se prej izrazil Kamil Stoh, Manuel Fetner, Katarina Schmidt, nekaj sloves tule v Planici, kakšno že tudi prej pred koncem sezone, malce počasi se menjajo generacije? Zelo. Te tri imena so kar zelo velika menjava, tudi z mojega osebnega vidika. To so tri atleti, ki so, mislim, da začeli recimo prej kot jaz, pa sedaj končevali še toliko kasneje. Katarina je bila ena od skakalk, ki se ji lahko današnje, te, ki se šele krojijo, zahvalijo, da smučarski skoki so ženski v tem momentu na tej točki, kot so. Je bila ena od deklet, ki je tolkla in dokazovala, da so tudi dekleta sposobna in prišli letos vse do teh tudi poletov v Planici. Kamil Stoh je človek, ki je poljsko javnost malenkostno razdvojil, in sicer v zgolj preprostem vprašanju, ali je največji poljski skakalec on ali Adam Mališ. Po sami statistiki bi jaz osebno se zelo nagibal k Kamilu. Je pa bilo recimo zelo zanimivo, da se tudi v starosti zelo hitro pojavi. Se pravi, starejši, ki se bolj spominjajo Adama Mališa, še vedno se bolj nagibajo tja. Mi mlajši se pa zelo dobro spomnimo Kamila in jaz bi tu samo dodal, da tako srčnega človeka, kot smo ga v smučarskih skokih imeli v Kamilu, bomo zelo težko v kratkem spet imeli v skakalni karavani. In prisluhnimo pa kar našima osrednjima junakoma sezone Planice, Domnu in Niki Prevc, ki smo jih ujeli na koncu planiškega dogajanja. Domen Prevc, iskrene čestitke, sezona je končana z nasmeškom na obrazu, veliki kristalni globus je v vaši bližini, zdaj je vaš. Ja, zdaj je veliki kristalni globus v mojih rokah, ampak ja, dejansko v mojih rokah, ker bila je dolga, težka sezona, praktično ni bilo nekih fraj vikendov, tudi po olimpijskih je v bistvu vikend nekako prišel vmes, treba ga je bilo zagrabiti, izkoristiti z obema rokama in ja, to je pač delo, trud preteklih let, se je poklopil v pravem času na pravem mestu in jaz želim za to priložnost, ta zagon, ki imam še naprej v prihodnjih letih zelo odgledati naprej. Veliki kristalni globus ste sicer potrdili že v Lahtiju, zdaj ste ga dobili, je morda danes že pritekla kakšna solzica? Ne, to jaz zadržim, ker moški ne jočemo. Ne, ja, je tak en čaroben, lep trenutek. V bistvu, ki je bil ta mali globus, sem bil še tako, se je hec, ki je bil pa ta velik, ki je bil pa tako pismo. To gre pa zares, to pa ni mehna stvar. In nekako, jaz sem tak človek, meni se rabijo stvari usidrati, da jih nekako to, kar dobim, osvojim, podoživim. In nekako jaz mislim, da je tele zakopane, vožnjo zakopane, bo šele tista prava prizemljitev, kaj sem res dosegel. Domen Prevc, spomnim se, pred začetkom sezone ste na medijskem srečanju rekli, da če bo ena od globusa, medalje olimpijske, poletov in tako naprej, da bo že to fantastično, ampak na koncu vam je uspelo vse pograbiti. Ja, ko bi temu rekel, aim for the moon, shoot for the stars. Pa smo res grešili, smo luno, pa smo zadeli zvezde in smo ujeli vse lovorike, ki so bile letošnjo sezono. Mogoče bi za Ego Pobožič rekord na koncu tisti, ki bi ga dodal, ampak včeraj sem ga jaz kiksal, danes vreme ni bil tisti na mestu, da bi se res poklopile razmere in vse, ampak na srečo se Planica kmalu v prihodnjih letih povečuje in bomo še to lovoriko lahko prav hitro znova ujeli, ampak po tistem orlu sem nekako vedel, karkoli je zdaj, je samo še pika na i, je samo še smetana
in mogoče pojke nekako osvojiš eno stvar, ti malo breme pade in še bolj sproščeno lahko uživaš, se igraš in nekako nadaljuješ svojo sezono. Spomnim se Bischofshofna, po drugem mestu ste dejali, da ste se za nekaj trenutkov tepli po glavi, ker niste Zlatega orla takrat osvojili zmago. Kaj pa danes? Ste si želeli to sezono zaključiti z zmago ali morda še raje z novim svetovnim rekordom? Po včerajšnjem dnevu iskreno sem to sezono vesel, samo da nisem prestal nekje na nosilih v izteku skakalnice, ker je bilo včeraj tokrat blizu, da sem prišel varno na obeh nogah dol. To je bil moj prvi cilj danes, iskreno, in to drugo mesto je bila pač na koncu še večja nagrada. Nisem razmišljal sploh, kaj mora biti prvo mesto, drugo, tretje, karkoli kako bo, ampak predvsem to, da nekako speljamo vse skoke varno, da prije na obeh nogah dol cel, to je to. In prejeti te nagrade iz rok brata Petra, ki je prav tako pred 10 leti tu dvignil veliki kristalni globus pred takšno množico, ste si kdaj predstavljali, da se bi lahko tak scenarij zgodil tu v Planici? Pa takrat, ko je on vse osvojil, ko je on vse pobral, iskreno nisem mislil, da mi jaz to kadarkoli dosegel. Ampak poj, če se leta nalagajo, ko se rezultati začnejo poklapljati, ko sam sebi dokazuješ, da lahko premikaš meje, pa poj, ko se poletje prav zapele, ko zimo, jesen prav dobiš kakšne potrditve, pa pridejo prve zmage na svetovnem pokalu, dobiš samozavest in ko to sam še naprej furaš, brez da si kompliciraš življenja, se poj stvari tako poklopijo, kot se meni to sezono. Domen Prevc, bo zdaj pot v Afriko na dopust lepša? Ja, pot v Afriko bo sigurno lepša, prej nas še nekaj stvari čaka, ampak tisti konec tam je zato všeč, ker ne samo zato, ker me noben ne pozna, ampak zato, ker je to čist drug svet in je na taka res lepa prizemljitev, da te spravi na realna tla, da pa je 1. maja, ko priješ nazaj trenirati, zagrabiš lahko z obema rokama skromen in delaš na tem dalje, tam, kjer si štartal lansko leto. Ga boste morda vzeli s sabo veliki kristalni globus? To je, mislim, da retorično vprašanje, na katerega odgovor poznamo. Backpack, parcun, to je to. Domen Prevc, še enkrat najlepša hvala za vse, kar ste nam pričarali v tej sezoni. Spočite se in gremo dalje. Hvala tudi vam, gremo dalje. Ja, sploh, moja prva zmaga v Planici po prvih skokih v Planici. Bili so pa to pač zadnji skoki to sezono, za katero pa moram reči, da je bila še ena čudovita. Še lepša kot tista prva, ko ste tule prvič dvignili kristalni globus in že sami namignili, da tam niste zmagali na zadnji tekmi, popoln zaključek. Ja, res nimam kaj za dodati, potem pa še tisti včerajšnji dan. To je res odličen vikend. Kot vas poznam, se mi zdi, da vam 242,5 metrov pomeni še malenkost morda več kot pa zmaga danes. Ja, res je. Nika Gamsova juha nam je zaupal Peter Slatnar. Kaj več o tem ozadju, mogoče še vaša ideja ali ideja od vašega očeta, to je vse, kar vemo. Ja, in to je tudi vse, kar boste zvedeli. Dobro, pa vas ne bomo preveč mučili okrog tega. Danes ste si želeli leteti, ste pogledovali tudi proti vetru ali bolj občudovali, koliko ljudi se je zbralo danes v Planici? Nič od tega, ker v bistvu tekmovalk je zelo malo. Jaz se pa bolj počasi vračam, ker res se želim narediti tipi-topi pred skokom in sem imela v bistvu sem samo hitela celo tekmo, ampak dobro, ker mi ni treba tako razmišljati. Kako vam je všeč planiška velikanka, letalnica bratov Gorišek? Je zelo všeč sploh to vzdušje tukaj, ti kar dvigne srčni utrip, dobiš dodatno energijo in to potem lahko nese. Kaj pa tista višina včeraj? Marsikomu je zastal dih, ko ste prišli iz mize in bili izjemno visoko ob svetovnem rekordu. Ja, jaz sploh nisem vedela, da sem tako visoko. Moram tudi še pogledati posnetek, za katerega se še nisem vzela časa. Ampak pogoji so pač takšni, za letišče je moglo biti visoko, veter v hrbtu pa močan in
ja, mislim, da je bilo to zaradi velike brzine. Kaj zdaj naprej? Doman nam je zaupal, da gre v Afriko. Kakšni so vaši načrti po koncu sezone? Ali boste malce lobirali, da bi jutri bila še nekako na skrivaj v vlogi predskakalke? Jaz nimam tako velikih planov kot Doman, vem samo, da si želim izkoristiti še te zadnje snežne dneve za kaj drugega kot smučarske skoke, ampak še vseeno s smučmi. Ja, dobra ideja za jutri, ampak če bom na skrivaj, da ne bo kazni. Vzlet. Ja, poseben gost scene za konec letošnje sezone. Kdo drug kot Sandro Pertele je najbolj primerna oseba za to, da je v najini sredini, ko se je Planica zaključila, in da še malce razloživa. Ta pogovor bo seveda tudi prevajan iz angleščine v slovenščino in obratno, zato mogoče kakšno najino vprašanje tudi ne bo dvakrat podvajano v obeh jezikih. Skratka, mislim, da boste lahko vsemu skupaj sledili. Sandro ta pa seveda prevedemo v slovenski jezik. Sandro, dobrodošli. Welcome in our podcast. Dobrodošli. And thank you for the invitation. Hello. Končana je Planica in prva ocena, prvi občutki. Great feeling. I think this was the best possible. Odličen občutek. Mislim, da je bil to najboljši finale, kar je mogoče. Ne samo za Slovenijo, ampak mislim, da je bil to pravi praznik smučarskih skokov. In res sem vesel, ker če to primerjam z občutkom, ki smo ga verjetno vsi imeli lani po Trondheimu, je bilo to točno to, kar smo potrebovali. Dogodek je bil odličen. Res sem vesel razvoja ženskih skokov in poletov. To je eden od vrhuncev in pozitivnih presenečenj sezone, ampak na splošno pa se bom domov vrnil z odličnim občutkom. But all in all, I will drive very soon back home with a great feeling. Ko smo že ravno kar omenili to tematiko, rečeno nam je bilo, da naj z vprašanjem počakamo do konca sezone, se zdaj ta konec sezone je. Bodo dekleta letela naslednje leto v Planici in leta 2028 na svetovnem prvenstvu. So you are immediately starting with challenging question. I like that. I would like to take 1 week to evaluate. Takoj začenjata z zahtevnimi vprašanji, to mi je všeč. Rad bi si vzel en teden časa za oceno situacije in to povezano predvsem s Planico. Povezano je s celotnim koledarjem za naslednjo sezono. Imamo osnutek koledarja, ampak v zadnjih 10 dneh so se dogajale nekatere stvari in verjetno bomo morali prilagoditi koledar. In glede na to vam bom lahko odgovoril. As preliminary feedback, I can tell you that the feedback is Prvi odzivi, informacije pa so zelo pozitivni, boljše od pričakovanj. Glede tega scenarija smo lahko precej bolj pozitivno naravnani kot pred enim tednom. Za svetovno prvenstvo pa mislim, da je pot nekoliko daljša. Še vedno pa imamo čas in se nam ni potrebno odločiti to pomlad. Imamo še 12 mesecev po izteku tega časa, pa bomo verjetno lahko sprejeli končno odločitev. Months ahead of us, and then we can probably take the final decision in 12 months from now. Vikersund in Planica skakalke zdaj poznajo, tu sta še Oberstdorf in Kulam. Seveda nas zanima, kdaj bodo poletele tudi na preostalih dveh letalnicah. Mislim, da takoj, ko bomo prejeli prijave nacionalnih smučarskih zvez, trenutno jo imamo le od Vikersunda. Vikersund je bil prvi, ki je bil zelo aktiven v tej smeri, Planica je bila druga. Do zdaj pa še nismo prejeli resne prijave iz Oberstdorfa. Če sem iskren, ničesar pa nikoli nismo dobili od Kulma. Vrata smo odprli in zdaj moramo le še naprej razvijati ženske smučarske polete. Kje so tiste največje težave? Bolj potem birokratske kot pa kvaliteta skokov deklet? I would like to say is something in between, because what I believe was successful this year was the approach that we had. First of all, we are jumping now with many girls on ski flying since I think 3 seasons.
And having Vikersund before Planica was Rekel bi, da nekje vmes, ker menim, da je bil letos naš pristop uspešen. Kot prvo, v sezonah, odkar smo na letalnicah, je poletelo že veliko žensk. Absolutno dober korak je bil, da je bil Vikersund pred Planico. Odločili smo se povečati število žensk na letalnicah. V Vikersundu smo jih načrtovali 30, nekatere so se odločile, da ne bodo letele. Že takoj prvi dan pa smo videli, da je še vedno razlika med najboljšimi in skakalkami med 25. in 30. mestom. To je bil eden izmed razlogov, zakaj smo imeli kvalifikacije v Vikersundu in počasi se je tako situacija izboljševala. Nato smo se odločili za naslednji progresivni korak, ko smo izbrali 15 potencialnih kandidatk za Planico. To je pristop, ki ga nenehno uporabljamo v vseh letih in menim, da je to ključen korak. Vi veste bolje kot jaz, ker ste dežela smučarskih poletov, da so poleti druga dimenzija. To ni srednja ali velika skakalnica, to je druga dimenzija. Just a little bigger. Yeah, just a little bit And just bigger. a little bit crazier. Yeah, but you saw, we went through this weekend. Ampak videli ste, minuli konec tedna so bile razmere zahtevne, še posebno v četrtek in petek, kot tudi v sredo. In ne smemo si zatiskati oči. Še vedno moramo imeti varen šport za naše atlete in atletinje. Letos smo imeli dva resna padca, enega v Vikersundu in enega v Planici. Naš cilj FIS je zmanjšati tveganje. Razumemo pa tudi, da tveganja nikoli ne bomo povsem zmanjšali, ker letimo v zraku in ko letiš v zraku, obstaja potencialno tveganje. Naš glavni cilj pa je imeti vedno bolj varen šport in s progresivnim pristopom mislim, da smo na pravi poti, da vsem ženskam ponudimo pravo platformo. To offer the right platform for all the women. Tudi pomembno vprašanje o svetu ženskih skokov. Miran Tepeš se je nekako poslovil po zadnji planiški tekmi. Povedal nam je večkrat že, da se je pripravljen odzvati klicu Sandra in zato nas seveda zanima, ali bo do tega klica ne nazadnje prišlo ali je kakšen naslednik Mirana Tepeža že izbran. First of all, I would like to thank Miran. Miran was a great athlete for Yugoslavia at that time. Najprej bi se rad zahvalil Miranu. Miran je bil v času Jugoslavije odličen športnik in vedno je bil pošten človek. Ne poznam veliko ljudi, ki v taki meri delajo v interesu smučarskih skokov, ki so tako pošteni in si pravzaprav želijo poštenosti kot ene najpomembnejših točk. Z moje strani se zato najlepše zahvaljujem Miranu, ker je opravil fantastično delo. Najprej za Jugoslavijo, nato za Slovenijo in za mednarodni razvoj smučarskih skokov. We had some changes in the last couple of seasons. Chika Yoshida, also my colleague, she left us. She had this year also the last assignment. Miran will leave us for age limit. And we can expect still some changes in the women department. V zadnjih dveh sezonah smo doživeli nekaj sprememb. Chika Yoshida, moja kolegica, nas je prav tako zapustila. Letos je imela še zadnjo nalogo. Miran nas bo zapustil zaradi starostne omejitve. V ženskem delu lahko pričakujemo še nekaj sprememb. Ena od stvari, ki jih moramo upoštevati, je, da bomo imeli vse več skupnih tekmovanj skakalcev in skakalk. Mislim, da bomo v naslednji sezoni imeli samo 5 prizorišč, kjer bodo moški na eni, ženske pa na drugi lokaciji. Naš načrt je, da poizkušamo imeti osnovno strukturo, ki temelji na tem, da so moški in ženske skupaj. I think that Borek can manage both competition when we are together. Of course, not always, but mainly he can manage men and Mislim, da women Borek, together. ko smo skupaj, lahko vodi obe tekmovanji. Seveda ne vedno, ampak lahko vodi moške in ženske skupaj. In to je nekako naša glavna ideja. V prihodnosti bomo verjetno zmanjševali število skokov, še posebno tam, kjer bodo moški in ženske skupaj. Ena od idej je imeti strnjen program in pričakujemo, da bodo moški in ženske lahko pravili skoki v 4 ali 5 urah.
Tako bomo skrajšali trajanje našega delovnega časa, to bi moralo biti mogoče. Hkrati se zavedamo, in to je eden naših ciljev za prihodnja 4 leta, da moramo povečati našo fleksibilnost. Smučarski skoki so v zadnjih 35 letih imeli srečo, da se nič resnega ni zgodilo nobeni od oseb, ki so v vodstvenih strukturah. Vendar se ne moremo zanašati, da bomo takšno srečo imeli vedno, in zato v našem sistemu želimo fleksibilnosti, da bomo imeli možnost zapolniti mesto manjkajoče osebe, če je ne bo na samem prizorišču. Našo ekipo bomo okrepili in tako skušali najti neko rezervno možnost. Sicer pa je zdaj tako, da bo Borek zeleno luč prižigal za oba spola. Possibility to cover the position, but in general one of the main options is that Borek will push the light for two gender. Ampak omenili ste, da obstaja pa vsaj 5 tekem, kjer ne bo istega prizorišča za skakalce in skakalke. Kako rešiti torej ta problem? Yeah, and this is something that we will evaluate in the upcoming 4 weeks. Ja, in to bomo ocenili v prihodnjih 4 tednih. Imamo nekaj idej, preučujemo nekaj možnosti. Omenili ste Mirana, morda bi lahko tudi podaljšali sodelovanje z njim v prihodnosti. Naš glavni cilj je bil zaključiti sezono z najboljšim možnim scenarijem. To se je zgodilo, zelo sem zadovoljen s celotno sezono, pred nami pa so zdaj 4 ključni tedni za načrtovanje prihodnosti. Ena od točk je zagotovo, kako bomo nadaljevali z našim osebjem. And one of the points is for sure how we will proceed with our staff. Kolikor imam z vami že izkušenj in časa, mi je zelo lep pogled na skoke, da se trudi jih prikazati v čim lepši luči in da zanimanje za šport da zraste, ampak ali ni skrajšanje časa, ko so skoki pojavljeni na televiziji, ravno poteza v nasprotno smer, nekaj, kar ni ravno za prepoznavnost skokov v pozitivno smer. Depends what we intend to say ski jumping more popular. I strongly believe that on the side of the big nation and the traditional nation that we have, we need to try to expand our sport worldwide. This is one of the reasons why we were trying to go back to US. Odvisno, kaj nameravamo povedati s tem, da so smučarski skoki bolj popularni. Trdno verjamem, da z močno in bogato tradicijo, ki jo imamo, moramo razširiti naš šport po vsem svetu. To je eden od razlogov, da smo se po 20 letih poizkusili vrniti v ZDA in v 3 sezonah smo uspeli s tekmami v Lake Placidu. Tja se vračamo tudi v naslednji sezoni. To je razlog, da z ženskim svetovnim pokalom spet skačemo tudi na Kitajskem. V preteklosti smo imeli tudi Rusijo. Na strani tradicionalno močnih nacij moramo naš šport razširiti tudi v večje države, kjer lahko potencialno najdemo tudi dodatnega velikega sponzorja, ki lahko podpre naš razvoj. Is getting smaller and is more and more difficult to be attractive for the sponsor. And the other point is that we are also entering in an evolution of our audience. If we look at the young audience, they are so fast and they Ena od stvari, ki smo jih spoznali v zadnjih letih, je, da se trg v Evropi zmanjšuje in je vse težje biti privlačen za sponzorja. Druga točka je, da vstopamo v evolucijo našega občinstva. Če pogledamo mlade, so zelo hitri in zahtevajo hitrejši format. Ena od točk, ki jih moramo upoštevati, je, da so smučarski skoki trenutno del zimskih športov. Pojavlja pa se vedno več športnih in javnih TV postaj, ki nekako zahtevajo prisotnost obeh spolov. Na televiziji pa imamo omejen čas. In če želiš predstaviti vse zimske discipline, vse športe v moški in ženski konkurenci, smo pred izzivom. Extreme when we are organizing the Nordic events or Nordic weekends like Lahti, like Oslo.
when men, women are together and we have together cross-country ski jumping. To pa je za nas ekstremno, ko organiziramo nordijske vikende, kot so v Lahti, v Oslu, kjer so moški in ženske skupaj, hkrati pa so tu še tekmovanja v teku na smučeh in v nordijski kombinaciji. Sam tega, da bi imeli krajše dogodke, ne vidim kot negativno točko. Vedno večji izziv bo imeti televizijski čas za vse discipline in ker se občinstvo spreminja, se pojavlja hitrejši format. Vidimo, da tudi drugi zimski športi prehajajo na krajše formate, da bi imeli bolj kakovosten program. Mogoče tudi še podobno vprašanje prevlada Domna in Nike Prevc v vaših študijah, glede na to, da prihajata iz Slovenije, ki ima 2 milijona prebivalcev, ali ohranja to, da prihajata tekmovalca iz Slovenije, število gledalcev, ki spremljajo smučarske skoke? Also here is not easy because we see that as general trend the number of TV viewers on linear TV are somehow constant or decreasing, but this is also a general tendency. The young generation are using more and more the social media than the traditional tool. I don't think that Domen and Nika are decreasing the interest. I think that is a fantastic story that we can tell. Tudi tu ni lahko. Splošen trend števila televizijskih gledalcev je nekako konstanten ali pa se zmanjšuje, a to je tudi splošen trend. Mlada generacija kot tradicionalna orodja vse bolj uporablja družbene medije. Menim, da Domen in Nika ne zmanjšujeta zanimanja. Mislim, da je to fantastična zgodba, ki jo lahko pripovedujemo. Ko smo v Planici imeli večerjo, sem sedel blizu Petra Prevca in rekel sem mu, da je družina Prevc študijski primer. Tudi Cene je bil uspešen atlet. Peter je bil super zvezdnik. Domen in Nika sta prav tako super atleta. Kar mi je res všeč, je slog vseh štirih. Vsi so ponižni, vljudni in pametni. Potrebujemo športnike, ki so dobri ambasadori našega športa po vsem svetu. In ko poslušam vse štiri, ima vsak odgovor pomen, vsak odgovor je konstanten. Oprosti Cene, če sem tako vljuden do vseh, seveda se malo šalim. And sorry, Cene, if I was so polite towards all of you. Of course, I'm joking. Se bom zahvalil, je bil to kar lep kompliment. Ko smo ravno omenili teh, da Slovenija ima zgolj 2 milijona, ste se že kdaj poigrali z eno mislijo, ki imam že zelo dolgo, in sicer da bi smučarski skoki oziroma posredno celotna FIS organizacija začela razmišljati o podobnem pristopu, kot ga ima nogomet ali kolesarstvo, in namesto glavnih tekem organizirati v okviru držav, ampak v okviru klubov. This is a topic that we are discussing at least in the last 3 years. Can be a future evolution of ski jumping, but still you need big. To je tema, o kateri razpravljamo vsaj zadnja 3 leta. To bi bil lahko prihodnji razvoj smučarskih skokov. Še vedno pa potrebujemo velike sponzorje, ki bodo finančno sposobni podpreti klube. Mislim, da je to ambiciozna ideja. Ko razmišljamo o tej možnosti, moramo vedno razmišljati o posledicah za našo bazo. Ali je to korak, ki lahko pomaga, ali je to nekaj, kar lahko omeji zanimanje majhnih klubov in nacionalne smučarske zveze. Na koncu je to vprašanje finančne podpore. Smučarske zveze živijo od prihodkov, ki prihajajo od sponzorjev, ki so povezani s športniki. To je tema, za katero pravim, da jo moramo spremljati še naprej, a hkrati razmišljati o možnih posledicah pri zaposlovanju in v naši bazi. Ker če s to strategijo ne bi bili uspešni, bi lahko povzročili veliko škodo naši bazi in bomo posledice plačevali naslednjih 10 let. What are the possible consequences in our recruitment and in our base? Because if we are not successful with this strategy, maybe we somehow make big damage for our base, and then we will pay the consequence for the next 10 years. Ja, seveda, ko govorimo o klubih, je ena tista najbolj
zadev, ki bi bila izziv, ravno to financiranje samega športa. V Sloveniji imamo res dober primer, da že samo ta tekma, ki smo jih zdaj gledali, in celotna reprezentanca pomaga finančno tudi vsem klubom, da privabijo mlade tekmovalce, mlade skakalce, jim omogočijo, da imajo opremo in da mogoče zaradi tega tudi čez 10-15 let ponovno dobimo kakšnega Niko ali Domna. Najbolj, kar pa se pri tej misli igram, pa je ravno to širjanje smučarskih skokov v sam svet. Ko bi, mislim, da nas ni treba skrbeti, da če se neko podjetje že sedaj verjame v podporo športa, da ima od tega korist, da tudi ko bi prišlo do klubov, bi bilo tam lahko ta izpostavljenost še večja. Ko bi pa prišlo do recimo enega nemškega kluba, ki bi tako tekmoval, opazil bi potencial v nekem turškem skakalcu, in ko bi ta turški skakalec uspeval, bi ga v tistem momentu kar naenkrat gledala celotna Nemčija in celotna Turčija. In tu že vidimo tiste povečane številke zanimanja pred samimi televizijskimi ekrani za naš šport. Druga prednost, ki jo pa vidim tem, je pa, da smo nekako šport 6 držav, ampak ravno teh 6 držav je pa tudi zelo dober potencial za smučarske skoke. Ima ogromno tekmovalcev, ki jih ne vidimo v svetovnem pokalu, ker niti ne pridejo na možnost tekmovanja tam. In ko spremeniš tekmovanja na same klube, bi tudi te tekmovalci imeli možnost, da jih kakšen klub vidi njihov potencial, jih vzame pod svoje okrilje in tako spravi na najvišjo možno raven tekmovanja. S tem bi se dvignil nivo samih smučarskih skokov, kvaliteta skokov tam in sama tekmovalnost bi se s tem nadgradila in izkoristil bi res vse tiste najboljše posameznike, ki jih naš šport premore. This is one of the possible evolution of ski jumping. It's for sure, again, an ambitious project that needs, from my perspective... To je eden od možnih razvojev smučarskih skokov. Spet ambiciozen projekt, ki z mojega vidika potrebuje vsaj 2 leti razvoja. Prepričani moramo biti, kako se lahko s tem športom razvijamo. Kar lahko povem je, da če vzamemo podatke iz nedavnih olimpijskih iger v Milanu in Cortini, smo povečali število držav na igrah. Vidimo tudi več športnikov, ki niso iz najboljših 6 nacij, ki se uvrstijo v finalno serijo. Seveda je izmenjava znanj ena od priložnosti. Že zdaj imamo nekaj dobrih primerov sodelovanja. Nemčija sodeluje z Zografskim, povezani so Estonci, Norvežani in Američani. Nekaj primerov obstaja in to je možnost, ki jo imamo. Moramo pa upoštevati vpliv na nacionalno smučarsko zvezo. Estonia, Norway, USA, there are some examples, and this is also a way that we can have, at the end, we need also to consider the effect on the National Ski Association. Še malce širši pogled o tem, ker smo že slišali tudi to idejo, da bi se združevali poletna velika nagrada in svetovni pokal, tako da bi recimo že poletna tekmovanja štela za skupni seštevek in bi bila konkurenca bolj resna in ne nazadnje tudi večja, kakorkoli pogled še v to smer. So the future development on one side need to take into consideration the climate change. That is an important factor for us. I can tell you that this year we had the majority of our... Na eni strani mora prihodnji razvoj tu upoštevati podnebne spremembe. To je za nas pomemben dejavnik. Lahko vam povem, da smo letos večino tekmovanj imeli v zimskih razmerah, ki so bile podobne planiškemu koncu tedna. Moker ali spomladanski sneg. Te spremembe se dogajajo vse hitreje. Vsako leto znova sem presenečen, kako hitro se stvari spreminjajo. To pomeni, da moramo na tem vedno imeti pregled. Osebje s FIS mora spremljati pripravo skakalnice. Z ljudmi, ki se s tem ukvarjajo, moramo razvijati sposobnosti priprave vseh naprav. Vedno manj imamo možnosti dela s pravim močnim snegom. To je ena izmed točk, ki jo moramo upoštevati. So this is one point that we need to take into consideration. The second, I think that we constantly need to keep open this possibility for hybrid events.
We had in 2022, I think, the first World Druga, Cup ki jo event moramo on nenehno hybrid. imeti odprto, je And this is možnost in the hibridnih direction that you are dogodkov. mentioning, the Mislim, da smo leta possibility 2022 imeli prvo tekmo svetovnega as pokala v option. hibridnem formatu. The next To je point is, smer, ki jo for omenjate. us, Ena is- od možnosti je torej for podaljšanje the big- sezone. for the top athletes, Za naše the najboljše summer is atlete je less poletje vse manj in interesting. manj So zanimivo. we need Zato probably to moramo adjust prilagoditi our naš scenario. scenarij. Kakorkoli pa je Anyhow, poletje summer for za us nas is also pomembno. important for the Pomembno je tudi za second- mlade for the atlete. young athletes, Na poletni veliki because, nagradi we imamo have mlade, ki during še the Summer niso Grand bili v Prix svetovnem pokalu in athletes imajo that tako are priložnost learning za World Cup, učenje. and they have Predvsem, anyhow da the se chance to naučijo, learn kako delati z mediji. to- Medijev običajno ni na work, celinskem especially pokalu, with the so pa na poletni media veliki section. nagradi in mladi That is se not tako lahko present naučijo, usually kako je in pred očmi Continental imeti Cup, kamero. but is Naša present ideja already je, in da Summer bomo v Grand Prix and sezoni they can learn, 2028-2029 imeli hibridno periodo v sezoni svetovnega pokala. To bi lahko poskrbelo za razvoj našega trenutnega sistema. Hkrati pa moramo biti pozorni na podnebne spremembe, saj jih ne smemo podcenjevati. 28-29 in the direction to include one hybrid period in World Cup, and this could move or evolve our current system. At the same time, we need to keep an eye on the climate change because it's something that we should not underestimate. Ko ravno govorimo o segrevanju in o vseh teh toplotnih razmerah, kaj recimo to pomeni ravno za finale svetovnega pokala v Planicih? Ta zadnji vikend marca ratuje vedno težji za organizatorja, za izvedbo. Je možno, da ga uspemo prestaviti v kakšen teden prej, da bo zaradi tega sploh lahko varno izpeljan? I think that, and this is also related to the climate change, we need to be aware of that, and for sure in the upcoming years we need to look into the possibility to have Planica 1 weekend earlier. Tudi to je povezano s podnebnimi spremembami. Tega se moramo zavedati in zagotovo moramo v prihodnjih letih preučiti možnost, da bi Planico izvedli en teden prej. Trdno verjamem, da je Planica finale, zaključek sezone za smučarske skoke in ne vidim razloga, da bi jo prestavili na drug termin. Zame je popolnoma jasno, da mora biti Planica zadnje dejanje, hkrati pa moramo slediti vremenskemu trendu. Predvidevam, da bo to nekako eden naslednjih korakov v našem koledarju, a to koledarja ne bo skrajšalo. Imamo več organizacijskih odborov, ki so zunaj koledarja svetovnega pokala. Nekaj je tudi držav, ki jih ni zraven. To pa je povezano s temo, o kateri smo razpravljali pred nekaj minutami, o možnosti podaljšanja sezone na začetku s hibridnim konceptom. That we discussed a few minutes ago about the possibility to extend the season at the beginning with a hybrid concept. Če gremo še na malce mogoče bolj težka vprašanja oziroma vsaj enega izmed njih, vsi vemo, da milimetri v opremi ne vplivajo na končni rezultat. Smučarski skoki so tehnološki šport v zadnjih letih zagotovo in od vseh športov ima največ diskvalifikacij, kar pa ni dobro za ugled samega športa. Ali načrtujete kakšne spremembe na tem področju? In če smem še dodati, kakšni so nekako po tej sezoni ugotovitve mogoče po teh spremembah? I'm personally very happy about the season concerning the equipment. I think that after Trondheim we absolutely needed a clear step in this direction. Osebno sem zelo zadovoljen s sezono glede opreme. Mislim, da smo po Trondheimu nujno potrebovali jasen korak v to smer. To je nekaj, o čemer so nas vsi spraševali in mislim, da sem popolnoma prepričan, da smo letos naredili dober korak naprej. Seveda se pogovarjamo o milimetrih, ampak to je del življenja. Ne sprejemamo nobene tolerance. Še naprej bomo previdni in strogi pri nadzoru. To je bilo sprejeto pozitivno. Vse države, ki so v komiteju za opremo in smo z njimi v Planici imeli sestanek, so pozitivno pozdravile ta korak. Nadaljevali bomo v tej smeri. Seveda je prišlo do diskvalifikacij v minuli sezoni. Predvidevam pa, da smo na splošno imeli bolj ali manj enako število diskvalifikacij kot v preteklosti. Obstaja pa ena velika razlika. Letos smo za vsaj 5-krat povečali število kontrol, torej smo imeli v odstotkih manj diskvalifikacij kot prej, ker je bilo število kontrol v sezoni vsaj 5-krat večje.
So in percentage, we had less disqualification than before because the number of controls in the season was at least 5 times higher. Če smem dodati tudi do nas in mnenja včasih, ki pride iz strani tekmovalcev, je, da premik je bil leto zagotovo v pozitivno smer. Pride pa še ravno do tega vprašanja, ko se pogovarjamo v milimetrih, ali nam to mogoče da vprašanje, ali bi se smelo pogovarjati o kakšni linearni kazni. Tako kot recimo v kolesarstvu, če ko je kolesarja treba potiskati, pa ga potiska 2 sekunde predolgo, je poškodovan zgolj za dodatnih 30 sekund in ne z dobesedno takojšnjo diskvalifikacijo. I think that especially this year athletes were really cooperative and we were into a great cooperation. I personally, we have also different opinion, and I mean not to me personally, but in our system. Mislim, da so športniki še posebej letos zelo sodelovali. Imeli smo res odlično sodelovanje. Ni samo moje osebno mnenje, ampak tudi ljudje v našem sistemu nas vzpodbujajo k še strožjim kaznim za atlete, ki so kršili pravila. Zagotovo še naprej moramo biti strogi pri nadzoru. V naslednjih 2 tednih bomo imeli sestanek našega odbora za opremo, kjer bodo prisotni predstavniki skoraj vseh držav. To je priložnost za odprto razpravo o tej temi in da poskušamo najti naslednji korak k temu, da bomo imeli šport, ki mu lahko zaupaš. Mislim, da je to glavna stvar, ki jo naši navijači zahtevajo od nas. This topic and try to find what is the next step to have a sport that you can trust, and this is what the main thing that our fans are asking us. Če smem podati kar en predlog, predvsem iz strani, da se tudi kot organizacija zavarujete in da ste dovolj jasni. In sicer pri vsakih meritvah, sploh ko gre za človeka, so vedno prisotne meritvene napake. In to bi bilo res koristno uvesti, saj to kar dobesedno znanost, ki se ukvarja z merjenjem, fizika vedno vključuje, se pravi, da bi se v pravila do naslednje zime vključilo, kakšne in kolikšne so potencialne meritvene napake in te upoštevale pri samem merjenju. So I will divide the answer in 2 points. The first one is that, in 3 points. The first one is that we invested quite a lot of Odgovor bom razdelil na 3 točke. Prva je, da smo investirali veliko denarja v uvedbo digitalnih in drugih naprav, ki ponujajo najbolj natančne meritve. To je bil del razvoja našega oddelka za opremo. Druga točka je, da ko izvajamo kontrolo nad atleti in če so izven pravil, jih preverimo 3-krat, 4-krat, 5-krat in z 2 različnima napravama. We check them 3, 4, 5 times and with 2 different devices. And I can confirm that sometimes even more. Yeah. So this is because before you disqualify an athlete, you need to be sure that really is out of the rules. And we are particularly taking into consideration this fact, and our equipment controller, they are double checking the values. So here I think that we are seriously controlling, and if athletes are out of the rules, preden atleta diskvalificiraš, moraš preveriti, če je res izven pravil. To dejstvo še posebej upoštevamo. Naš kontrolor opreme 2-krat preveri vrednost. Tu je nadzor zelo resen in če so športniki izven pravil, to lahko enostavno dokažemo. Na to pa še točka o tehtnici. Imamo tehtnico, ki jo nenehno preverjamo in je verificirana vsaj enkrat na leto. Naše naprave pošiljamo na pregled. Najpomembnejša točka pa je, da ima vsak atlet med uradnim treningom ali poskusno serijo možnost priti do našega kontejnerja, kjer se izvaja nadzor opreme in osebno preveri težo, čevlje, karkoli. Naša vrata so vedno odprta, atleti so vedno dobrodošli. Mi smo prvi, ki se želimo izogniti diskvalifikacijam, a hkrati potrebujemo to, da vsi atleti spoštujejo pravila, saj je naša naloga zaščititi tiste atlete, ki pravila strogo upoštevajo. All the athletes are respecting the rules, because our task is to protect those athletes that are strictly following the rules. Še eno precej kratko in jasno vprašanje. Se vam zdi, da imate situacijo pod kontrolo, celotna slika, gledano celotno sliko in tudi samo zaupanje ekip
This is the feedback that we have. We all know that teams are really clever and working a lot to develop things. Takšne so povratne informacije, ki jih imamo. Vsi vemo, da so ekipe resnično pametne in veliko delajo na razvoju stvari. In v tej sezoni smo se veliko naučili. Na začetku sezone smo imeli novo strukturo, novo ekipo kontrolorjev opreme. Imamo osebo, ki z opremo dela že 20 let. Izboljšave so znatne. Vendar smo med sezono videli, da moramo nenehno iskati napredek in del prilagoditve pravil bo povezan z izkušnjami, ki smo jih pridobili letos. Že jutri začnemo z delom za prihodnost in za to, da situacijo še izboljšamo. Ampak spet, vrnimo se za 12 mesecev nazaj s spominom. Tudi na tem področju lahko opazimo znaten napredek. But again, let's go back 12 months with our memory and we can significantly see the progress also in this topic. In ko govorimo o napredku, končno se je počasi spremenilo pravila, ki so veljala zelo dolga leta za povečavo višinske razlike za 5 dodatnih metrov. S tem bomo v prihodnjih 2 letih pridobili vsaj 2 letalnici, na katerih se bo dalo ponovno posegati po presežkih, po novih svetovnih rekordih. Ampak, ko pa gledamo za sam razvoj skokov, gre pa to zelo počasi. Ali se ima kaj v mislih, da bi se glede tudi na kvaliteto športnikov to mogoče uspelo te meje, te pravila premikati hitreje? I completely agree with you. I think that we saw what was happening in Iceland with Riojo. But my concern is still that bigger is the hill. Popolnoma se strinjam s tabo. Videli smo, kaj se je dogajalo na Islandiji z Riojujem. Vendar me še vedno skrbi, da večja kot je skakalnica, večji so izzivi za žirijo pri vodenju tekmovanja. Kot povemo tekmovanje, ima to močan vpliv na organizatorja, na zvezo, ki dogodek organizira. Mislim, da moramo delati vzporedno na zaščiti naših skakalnic pred vetrom in podnebnimi spremembami. Le-te nas bodo verjetno pripeljale do močnejših vetrov. Moramo pa se izogibati kakršnikoli odpovedi naših dogodkov. V Vikersundu in na začetku sezone v Ruki smo videli, kako boleča za naš sistem je odpoved tekmovanja. Odpoved v Ruki je za posledico imela odpoved celinskega pokala v Lahtiju zaradi finančnih razlogov. Zato moramo biti previdni. Prepričan pa sem, da z ustreznimi razmerami lahko skačemo še dlje ali vsaj tako daleč, kot je Rioju na Islandiji. Na koncu dneva pa še vedno moramo biti sposobni obvladovati tekmovanje. Na tej točki moramo verjetno razmisliti tudi o možnosti, da bi vedno skakali zvečer, ko je veter mirnejši kot podnevi in da čim bolj skušamo zaščititi skakalnico pred njim. And on this point we need probably also to think about the possibility to jump always in the evening, where the wind are more calm than during the day. And try to protect the hill as much as we can. Mogoče lahko, takole, ko se res bližamo koncu pogovora, razkriva tudi Sandro, tudi da so nama pri vprašanjih pomagali gostje iz podcasta, ki smo jih imela predtem in eno izmed zadnjih prihaja tudi še in je zelo enostavno, brez koga bi bila ta letošnja sezona povsem nezanimiva. I think Domen and Nika. Because I think despite I'm a fan of many winners, Domen in Nika. Čeprav sem navijač veliko zmagovalcev, sta bila dva glavna dominatorja sezone. Ustvarila sta zgodovino te sezone. Oba sta bila odlična ambasadorja našega športa. V čast mi je voditi to disciplino, ker mislim, da so naši športniki odlični ambasadori športnih vrednot. To vedno opažamo pri izhodnih vratih v izteku skakalnic. Do izhodnih vrat so vsi tekmovalci, ko pa prestopijo ta prag, so prijatelji in imajo veliko spoštovanja drug do drugega. Všeč mi je, da so naši atleti vzorniki za naslednjo generacijo in všeč mi je, ko lahko predstavljamo dobre vrednote. Torej, odgovor je jasen. Nika in Domen, bila sta dominatorja sezone. I like when we can present good values. So the answer is clear, Nika and Domen. Because they were, of course, the two
dominator of the season. Če smemo še kot eno tako zadnje vprašanje, predvsem tvoje mnenje. Katero odločitev obžaluješ oziroma bi zdaj verjetno naredil drugače odreagiral v času te zime ali celotnega vodenja in katera bi jo izpostavil kot ena tista najbolj pozitivna za smučarske skoke? Are you talking about the last 5-6 years? Govoriš o zadnjih 5-6 letih? To je težko vprašanje. It's a difficult question. So, which is the decision? We would like to hear like your self-critics about what you see that you could do better and what you see what was your decision, what was the best to be done for the future of ski jumping. I start from the second because it's easier. I think that the idea. Začel bom pri drugem, ker je lažje. Mislim, da je ideja o prehodu v bolj globalno perspektivo ključen korak za naš šport. Zato, ker moramo biti večji in po vsem svetu in to je še posebej tisto, kar od nas zahteva Mednarodni olimpijski komitej in pri tem nas opazuje. And they are looking as I could have instead a long list of mistakes. Verjetno bi lahko navedel dolg seznam napak. Maybe the fact that we were not strict enough with equipment during the season. Morda dejstvo, da v prejšnji sezoni nismo bili dovolj strogi pri opremi. To nas je pripeljalo v zelo zahteven položaj za naš šport. Še vedno se spomnim lanskega poletja, ko sem poizkušal najti rešitev. V zadnjih 5 letih je bil to največji izziv našega športa. I think that in the last 5 years this was the biggest challenge we had for our sport. Hvala lepa za čas in za vse te izčrpne odgovore, lahko rečemo na koncu. Ne? Thank you very much for your time and for all those answers. Yeah. Hvala to you and your, hvala vama in vašim poslušalcem in velika zahvala slovenski podpori temu športu, saj vemo, kakšna strast vlada v tej državi in vedno se je užitek vrniti nazaj. It's really a pleasure always to come here. Hvala. Telemark. Pa zalepiva še Telemark današnji krasni epizodi, zadnji v tej sezoni. Mogoče smo malce izpustili, ampak zato ne na zadnji moramo na koncu omeniti. Praktično za nalašč. Če govorimo o Telemarku, ni bilo ravno s Telemarkom, ampak si bi zaslužil popolno 20-tico, tista čudovita daljava. Nike Prevc pri 242 metrih in pol. Vedel sem, ko je Peter rekel 242, da ni kar tako malce ustrelil na novinarski konferenci pred Planico. Zakaj ravno toliko? Peter je bilo to izjavil? Tako, na novinarski tisti uradni organizacijskega komiteja Planice. Malo v sreči, malo pa tudi, da že do same HS točke 240 pride tista prva prepreka, od 200 naprej do preko 220 mora skakalka narediti malenkost drugačen premik, to kar Domen najbolje obvlada. Od 240 naprej se pa potem začne zelo, zelo podaljševati. Se pravi, da bi prišla še za dodatnih 5 metrov del, bi moral biti spet še toliko večji, še dodatnih 5 metrov do 250, pa rata lahko rečeva že ne malenkost bolje, ampak kot že kar 10-krat bolje vse skupaj izvedeno. Najbolje pri tem dosežku mi je bilo pa ravno dejstvo, da zelo enaka situacija kot lani pri Domnovem rekordu, iz povsem osebne perspektive. Takrat sem stal v Poloni Bertoncel, Domen opravi svoj skok. Še prej je opravil prvih 50 metrov, sem že šprintal proti izteku, ker se je njegov ta skok čakal celoten vikend, videlo se je takoj in takoj sem vedel, da bo šlo za rekord in prav tako je bilo. V petek pri Nikinem, ko je brez težav opravila na sami odskočni mizi, se postavila v samo fazo, tako kot se zagre in
takoj se je opazilo, da tole pa bo eno ogromno veselje, samo vprašanje bi bilo še kako daleč. Zelo visoko je res prišla in mogoče kakšna izkušnja več še v letenju, zato da bo znala potem tudi tam, ker se razlaga v 240 naprej še vleči. Mislim, da je Nika oziroma kar vsa dekleta, da so lepo dokazala, da znamo zelo hitro jih videvati ponovno na letalnicah. Se pa ne bi čudil, ne spomnim se toliko v preteklih, če ni Niki sedaj uspelo kar postaviti družinski višinski rekord s tem rekordnim poletom. To bo pa potrebno še kje preveriti. Morda pa to izvemo že na sprejemu za Domna in Niko v Dolenji vasi bo. Tako je, na velikonočni ponedeljek 6.4. Bo organiziran ob 15. uri. Toplo vabljeni iz celotne Slovenije, da pridete pogledat, če zadnjič pozdraviti oba dva brata in sestro. Bi pa prosil, da če se odločite to storiti, naredite kar enako kot za Planico. Raje 4 ure prej, kot pa pol ure prepozno, da ne bomo imeli podobnih situacij, kot smo jih imeli tukaj na prometnih cestah. In to bo tisti zadnje dejanje letošnje sezone, recimo temu tako sanjske. Hvala lepa za vašo pozornost. Prva sezona uspešno pripeljana do konca. Se slišimo spet naslednjič. Upam, da sva bila znosna in do naslednjič. Domen Prevc v rumeni majici pa tudi še ni zmagal v Planici. Gre. Za zmago v Planici, tako je, proti 240. Priklon našega šampiona. Zmaga je tu, tale sloviti napis, kako premaguje gravitacijo, je tudi tule v Planici. 230 metrov in pol. Nika Prevc, ki je sposobna poleteti daleč, mirno je prišla z mize, tudi višino ima Nika Prevc. Ali gre proti novemu svetovnemu rekordu čez 240? Nika Prevc je postavila nov ženski svetovni rekord v smučarskih poletih. Bravo! Izjemno! Bravo, Nika Prevc! Kakšen polet je bil sedaj tole za Niko Prevc! Poglejte to rajanje gledalcev! 242,5! Nov svetovni rekord v Planici! Planica ima sedaj oba svetovna rekorda! Stan Baloh je dal znak Niki Prevc in tudi zažvižgal, kot je napovedal. Nika je na odskočnem pomolu, Nika je zajela zrak nad letalnico bratov Gorišek, kar precej popravljanja na začetku. Nika gre čez zeleno črto! 40. zmaga za Niko Prevc v svetovnem pokalu! At first place, representing Slovenia, In Nika Prevc nasmejana na zmagovalnem podestu, na vrhu zmagovalnega podesta. First place and winner, representing Slovenia. Prvi zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala za Slovenijo. Poezija. Tako smo naredili. Svaka čast. Bravo in hvala lepa in nasvidenje.